Seveda se tudi v stranki socialnih demokratov prepoznavamo problem revščine in socialne izključenosti kot enega ključnih problemov sedanjega trenutka. In zato smo v svoj strateški dokument zapisali usmeritve, s katerimi bi se problema lotevali. Daleč od tega, da je ta problem lahko rešljiv. Prav vse države na svetu se z njim spopadajo. Toda, če se zavedamo, da je problem kompleksen, če ga znamo strokovno analizirati, potem znamo oblikovati tudi odgovore. Prav vsi vemo, da je ključni problem pri spopadanju z revščino in socialno izključenostjo problem ustreznega plačila za delo, ki naj bi zagotavljal pravzaprav pokrivanje ustreznih življenjskih stroškov delavca in pa njegove družine. No, mogoče samo takole vam lahko pokažem, poznate te podatke, da 63,5% ljudi živi pod povprečno plačo, in da je pravzaprav spodnji del lestvice veliko bolj krepak. Poglejte, tole so statistični podatki, ki jih objavlja Zavod SRS za statistiko. In pogledajte, tole so vsi tisti, ki živijo pod povprečnim osebnim dohodkom. Vidite, kako močan je ta spodnji del, vidite, to se pravi do 60-70% povprečne plače. Kako pravzaprav drugi vrh doživimo pri 1,7% povprečne plače in kako dolg je. Skratka, do višine 3,3% povprečne plače imamo nekako stisnjeno kompletno slovensko populacijo, tistih 1,4%, ki živi z visokimi plačami, pa enostavno sploh ne registriramo več, to je pač elita, ki v statistiki spada pod razred nad 3,3 povprečne plače. Skratka, kaj hočem s tem povedati? Da večina ljudi, in tudi statistični podatki to kažejo, nekako mora živeti z dohodki od dela. Bodisi so to pokojnini, bodisi so to podatki iz so to osebni dohodki in pravzaprav mora na podlagi tega zagotavljati socialno varnost sebi in svoje družine. Prva naloga pač je zagotoviti ustrezno dohodkovno politiko, ki bo upoštevala ne le minimalno plačo in pa kozmetične popravke, ampak tudi se bo natančno dotaknila vprašanja izhodiščnih plač in tega, kako se pravzaprav medsebojno skoraj da lepijo prvi do peti dohodkovni razred in praktično med ljudmi, tako kot kažejo ti podatki, ni skoraj da nobene razlike več. Ker so vzroki za to, da so posamezniki ali družine revni večplastni, morajo biti seveda ukrepi, ki žele zmanjšati revščino, vzpostavljeni in na različnih področjih, med seboj koordinirani, sodelovati morajo na eni strani uradne službe in nevladne organizacije. Mi smo ugotavljali, da tega sodelovanja praktično ni, razen v izjemnih primerih. Usmerjeni morajo biti v krepitev mehanizma za aktivnejše vključevanje revnih v reševanje njihovega položaja. In kot sem vam omenila, mnogo je takih, ki enostavno zaradi multiplikacije problemov niso sposobni vključitev na običajni trg dela. Zato pa vendarle ne pomeni, da ne morejo biti družbeno koristni. Slovenija je popolnoma zanemarila mehanizme, kot je socialno podjetništvo, kamor bi lahko vključevali velik del populacije, ki zaradi svojih osebnostnih značilnosti ali drugih objektivnih razlogov niso primerni za vključitev na trg dela. Skratka, lahko bi jim ponudila možnost, da bi bili družbeno koristni, od tega pa zajemali tudi dohodke. Marsikatere oblike tudi obstajajo, kot so okupacijske terapije, razni krožki, tečaji in tako naprej, v katere lahko vključujemo ljudi, da ne ostanejo dohodne družbe. Za tiste pa, ki teh sposobnosti nimajo, bi morali zagotoviti tako višino pomoči države, da jih bo zagotovila preživetje in ne umirjanje obroke. In če se na koncu dotaknem še Marije Antoinete, ki tako kot naša vlada ni razumela, kaj se dogaja z revnimi ljudmi. Rekla je, zakaj pa ne jedo potice. Vemo, kaj se je zgodilo z njo. Zgodovina je dobra učiteljica.